Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Danes na god svetega Janeza Krstnika gostimo znamenito mariborsko umetniško družino Luketič, očeta Zdravka, mamo Nildo in njune tri sinove, Mateja, Lina in Jerneja. Vsi skupaj dobrodošli, lepo pozdravljeni na programu Slovenske katoliške televizije. Lep pozdrav. Hvala za vabilo. Oče Zdravko, vi ste glava družine, ne? Vsaj bili veliko let, ne? Ste likovni umetnik, ljubiteljski slikar, sicer pa diplomirani inženir radiologije in dolgoletni uspešni politik, predvsem v mariborski mestni občini. Mama Nilda, dolgoletna članica opernega zbora Slovenskega narodnega gledališča Maribor, najstarejši sin Matej, glasbeni pedagog, skladatelj, pianist, učitelj na osnovnih šolah, organist in voditelj pevskih zborov, Lin, tenorist, občasni član Mariborske opere, sicer pa diplomirani pravnik, in najmlajši Jernej, baritonist, redni član Mariborskega opernega ansambla, sicer pa diplomirani ekonomist. Gotovo ste edinstvena tovrstna družina v Sloveniji, vaši skupni nastopi ob različnih priložnostih in samostojni koncerti, ki jih pripravljate, prinašajo v slovenski prostor mnogo sporočilnosti. O čem vse nam pričujete, kaj vse sporočate svojim poslušalcem, gledalcem, opazovalcem, kaj želite sporočati svojim glasbenim udejstvovanjem, morda najprej vi, Matej? Želimo sporočati, da lahko kot družina nekaj skupaj ustvarjamo. Imamo nek skupni projekt, ki nas povezuje. Pa da sporočamo, da je glasba nekaj lepega in da tudi sporočilnost glasbe pomembna. Kaj pa oče Zdravko, vi, ki ste slikar, umetnik? Pravzaprav vsak človek je umetnik na svojem področju, ne? Mi sporočamo, kako je vsak človek enkratni, nihče ne more biti tako kot jaz. In zaradi tega mnogih, ki včasih podvomijo, da obstaja Bog, se morajo zavedati, da je to nemogoče, da bi preprosto izginili. Z vsemi temi lastnostmi, ki jih ima vsak posameznik. Jaz ne morem biti tako kot Matej, ne morem biti tako kot vi ali kdorkoli drug. In vsak je dragocen z vsemi svojimi vrlinami, pa tudi z stvarmi, ki jih mogoče manj odlično izpelje. Skratka, mi v bistvu kažemo Božje veličastvo. Bolj znanost napreduje, bolj nam Bog pomaga, da ga vidimo. Vsakega človeka, če ga pogledamo, vesolje. Bolj, ko ga gledamo, vidimo 95% stvari, sploh ne razumemo. Kako je vse veličastno, kako nas presega, ampak hkrati smo pa mi zrno peska, ki je enkratno. Gospod Nilda, vi ste naša stara sodelavka Slovenske katoliške televizije. Že pred leti ste nastopali na našem prazničnem programu, božičnem, silvestrskem, novoletnem, skupaj z legendo opernega petja v Sloveniji, gospodom Emilom Baronikom. Smo vam zelo hvaležni za ta pretekli angažma. Kako vi čutite to vaše ustvarjanje, vaše družine? Kaj želite sporočati? Kaj je tisto, kar vi čutite, da bi radi sporočili Slovencem, ki vas poslušajo? Ja, tako kot je že bilo rečeno, prvo najprej, da je umetnost nekaj lepega, da je glasba nekaj lepega, da nas povezuje. Še posebej ima to čar, da nastopamo kot družina, se pravi trije pevci, pa pianist, ja, in to sem zelo vesela, da imamo to možnost, da nas tudi sin lahko spremlja na klavirju ali pa na orglah. Tako da, ja, če pomislim na cerkveno glasbo, na sakralno glasbo, gotovo, da najprej v prvi vrsti želimo slaviti Boga. To mi je posebej veliko veselje.
pa ljudem približati tudi Boga z našim petjem, z našim izvajanjem. Ja, to morda začetek. Lin, lepo je vaš oče dejal, da je vsak človek edinstveno bitje. Pravzaprav smo izbrani od Boga, vsak od nas, ne? Bog bi lahko ustvaril ne vem koliko drugih bitij, pa se je odločil za vas. In vi sami gotovo na svoj način doživljate to vaše izražanje, petje kot tenorist. Drži. Moram reči, da ne glede na to, da sem se poklicno odločil za drugo pot, za pravo, je glasba del mene in vidim, da glasba združuje, tako kot športi, kadar so res pristni, ljudi združujejo. In glasba od najmanjših otrok, vsak je senzibilen na glasbo, ne? To nas dela, bom rekel, še bolj posebne, še bolj edinstvene. In jaz verjamem, da je Bog vsakega izmed nas, slehernega človeka ustvaril iz ljubezni, da smo vsi njegovi ljubljeni sinovi in hčere. In to zavedanje, da te nekdo ljubi, tudi ko te ves svet lahko sovraži ali pa ko se sam ne počutiš vrednega, je neprecenljiva. In recimo pri glasbi moram priznati, da me zelo raznolika glasba navdihuje. Mama je seveda bolj pogojena z resno klasično glasbo, tudi kot operno udejstvovanje, kot operna pevka, ko se je poklicno s tem ukvarjala. Sam pa moram reči, da me lahko navdihne ena čisto preprosta ljudska pesem, tudi kakšna močna slovljenska pesem. Moram reči, da vedno, ko pridem iz dopusta, pa slišim našo domačo, bi rekel, narodno zabavno, se mi kar orosi oko, ker se spomnim, ker me to spominja, da sem prišel v svojo rodno deželo, domovino, ki jo imam rad. Ja, glasba je zelo vseobsegajoča. Glasba gre zraven z duhovno, z vsemi vidiki življenja, posvetnimi, duhovnimi, in vidi se, da ljudje se zaradi glasbe veselijo in se zaradi glasbe zbirajo, ne glede na to, z kakšnega razloga. Razen, kadar je namen slab, kadar glasba želi razdvajati, kadar ne želi sporočati nekaj lepega, nekaj dobrega, to tudi poznamo. Ampak to potem za moje pojme več ni glasba. Jernej, ko poslušamo vaše nastope, je čutiti, da je za tem glasom en močan karakter človeka. Kaj vi sporočate, kako vi čutite to vaše udejstvovanje v petju kot baritonist? Kaj pravzaprav vi želite sporočiti z vašimi nastopi, vašim poslušalcem? Glasba se mi zdi, da lahko premika človeku meje na tak način, ko nič druga ne more. Ko z ničim drugim ne moremo človeka premakniti. In se mi zdi, da če ne nagovori notranje v dušo človeka, potem je prazna, ne? In se mi zdi, da je to namen, da človeka premakne na bolje. Ker če to ne uspeš z glasbo ali pa umetnostjo nasploh, potem je prazna. Lepo, pri tem se še bomo zaustavili. Že čez nekaj časa. Kaj pa nam lahko poveste o vašem programu, glasbeno-pevskem, umetniškem programu, vašem angažmaju? Kakšne programe izvajate? Kako sestavljate te programe? Vemo, da veliko nastopate po cerkvah, pa tudi sicer ne le s sakralnimi programi, tudi opernimi deli. Tudi ja. Večkrat smo nastopali na dobrodelnih prireditvah z opernim programom. Tako da se nekako sproti dogovarjamo, težko najdemo skupni čas, ker
sinovi imajo družine, velike družine in se moramo kar precej usklajevati, da najdemo en čas za vaje, pa da se dogovorimo tudi, kaj bi peli. Je tu problem, ko se dogovarjate o vsebinah, katere bi izbrali, katere skladbe, katere avtorje? Mislim, da ne, da se kar uspemo dogovoriti. To, kar vsakega pritegne, naprimer, vsak pove, kaj bi rad izvajal, ne, in potem... V čem se najde najbolj? V čem se najbolj najde, ne. In potem se dogovorimo, ne, za program In uspeh tu ne more izostati, ne? Če se ti dobro počutiš v svoji koži pri nekem delu, ki ga izvajaš, bo gotovo uspešno izpadlo, ne? Če smem dodati, največje breme je na Mateju. Tako je. On ima vlogo, ko mora pri vsakem biti prisoten za spremljavo. Zato na tem mestu sem res hvaležen za ta njegov čas ob vseh aktivnostih, v katere je opet, da si še najde, zato ker on resnično potrebuje največ časa. Posebno še takrat, kadar pridemo z idejo o kakšnih novih skladbah. Matej, ti veš, da imamo kar dolg seznam, ne, kaj bi še radi naštudirali. In na tem segmentu, ja, je največje breme, kar se tega tiče na Mateju. Je pa tako kot življenje. Pride situacija, ko je nekdo malo bolj, bi rekel, v stiski s časom, ali pa je zdravstveno, bi rekel, pride neka tako ovira, tako kot sem jaz za nedavni koncert pri Don Bosku, ko smo peli pri Maši, bil še en teden predtem brez glasu, čisto brez glasu in nisem vedel do zadnjega, ali bom zmogel ali ne. Ampak to ravno dela, bi rekel, zadevo očarljivo, ker je nič ni v bistvu naključno in vse je v Božjih rokah. Poznamo rek, kako lepo in prijetno je, če bratje prebivajo skupaj, ne? Vi ne ustvarjate, ne nastopate le sedaj v zadnjih letih skupaj, ampak ste fantje že v vaših zelo mladih letih, v dijaških letih ustvarjali skupaj, ne? Ja. Imeli ste svojo skupino, rock skupino. Ja, tudi. Zelo raznoliko glasbo smo igrali, ja. Nastopali ste tudi na Ritmu duha? Tako dvakrat, ja. Z avtorskimi pesmijo. Celo pri neki klapi ste sodelovali? Ja, z Jernejem sva bila ustanovna člana Mariborske klape, Dalmari. Kasneje, zaradi vseh ostalih stvari, bolj sva se posvetila družinom, otroci so prihajali, sva te zadeve morala dati na stran. Ampak ljubezen do te glasbe ostaja, so zelo sporočilne te pesmi, nekatere res močne. Gospa Nilda, nekdo mora zmeraj biti kriv, ne, pravimo. In to ste bili vi. Vi ste pravzaprav tista začetnica, ki ste uspeli navdušiti vaše sinove, jih angažirati za to pevsko glasbeno ustvarjanje. Slomšek je lepo dejal, kdor hoče druge vneti, mora sam goreti, ne? Odkot ta ogenj v vas, torej, da ste se najprej vi navdušili, kajti vem, da ste najprej, mislim, da naredili srednjo gradbeno šolo, ne? Tako, ja. Pa vendar vas je vleklo v petje, operno petje, da ste sedaj že toliko let v opernem zboru, ne? Ja. Torej, jaz sem zamenjala poklic pri 30-ih, se pravi, ko sem takrat, ko sem rodila že 3. otroka. In sem od nekdaj, pravzaprav sem delala delo takrat, ki me ni veselilo, ki me ni izpolnjevalo. In jaz sem se pravzaprav od nekdaj želela se ukvarjati s petjem, z glasbo. Posebej me je privlačilo operno petje, oder, gledališče. In sem takrat nekako, seveda s podporo mojega moža, ki me v tem zelo podpiral in me še vedno zelo podpira, spremenila poklic in sem se začela učiti solo petje ob družini, ob majhnih otrocih in potem sem bila vsa srečna in vesela, ko sem naredila audicijo in sem bila sprejeta v operni zbor. In moram reči, da to je mene
petje mene glasba resnično izpolnjuje, osrečuje, razveseljuje. Izdali ste celo 2 zgoščenki, ki jih imamo tukaj na mizi. Tako, ja, ne more brez tega, to je v meni, to še zdaj v bistvu čutim, da je to, no, da moram delati nekaj tudi ustvarjalnega in sem prav vesela in da imam to možnost, da skupaj z sinovi ustvarjamo, ker to še pa potem res ima en poseben čar. Kakšen program imate na teh 2 zgoščenkah? Sakralno glasbo, razne arije iz oratorijev. Mislim, da je na obeh je take cerkvene tudi deli maš, ne? Tako da te znane Ave Marije in tako naprej. Sicer pa z vašim možem ste se lepo našli, ne, da tako rečem po domače, kajti on se tudi rad razstavlja, ne? Vas so vlekli odri, njega tudi razstave, ne? Gospod Matej, od česa je odvisno, kakšna zvrst glasbe nekoga pritegne, kaj ima nekdo rad? Ali tudi od stanja njegove duše? Tudi pa verjetno v kakšnem, bom rekel, glasbenem okolju raste, ne? Mi smo dosti različne glasbe doma tudi slišali, ne samo zaradi mame, tudi zaradi očeta, ker mama je recimo pevka, glasbenica, oče pa je zelo vnet poslušalec, ljubitelj glasbe in preko obeh smo dosti glasbe tudi kot otroci poslušali, če ne drugo, za lahko noč pred spanjem. Smo slišali iz dnevne sobe. Glasbo je bilo zadnjo, kar smo slišali pred spanjem.
in da sta nas spodbujala, da smo hodili v glasbeno šolo, da smo vadili, tudi dostikrat nam ni bilo za vaditi kot otrokom. Pridni ste bili, vsi ste najprej naredili srednjo šolo, ne? Vi dva za solopetje pri Konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru, ne? Vi tudi najprej srednjo, pa potem najprej nižjo glasbeno. Nižjo glasbeno. Potem pa sem hodil na srednjo. Mi smo začeli vsi kot instrumentalisti. Jaz sem igral violino, Jernej violončelo, Matej klavir. Kasneje sem pa zadevo nekje v času gimnazije, šolanja gimnazije, opustil v smislu inštrumenta, ker sem se odločil, da ne bom se s tem ukvarjal profesionalno poklicno. Sem bil na prelomnici, ko je bilo potrebno se o tem odločati, proti koncu srednje glasbene šole. V času študija sem se pa med paragrafi počutil nekoliko, bom rekel, neizpolnjenega. Manjkala mi je ta, bi rekel, umetniška nota, ki dela zadeve unikatne. Paragrafi znajo biti zelo suhoparni, nekih zakona ali kaj podobnega. In sem iz, bi rekel, čistega, bi rekel, hobija začel se obiskovati šolo solopetja na konzervatoriju. Moram pa povedati, da sem tik pred koncem študija celo razmišljal, da bi spremenil svoj poklic in bi se usmeril na prav poklicno operno petje. Sem že imel neke konkretne možnosti tudi v tujini na akademiji, ampak smo bili tudi mlada družina in sem nekako se odločil, da tisti študij, ki je bil že praktično tik pred koncem, da ga bom končal in bom poskusil najprej tam si pridobiti službo, zato da čim prej prinesem, bi rekel, domov košček kruha. Vi imate 2 sinova in 2 hčeri? Tako je, ja. Jernej, vi imate enega sina? Sina, ja. In Matej 2 hčeri in 2 sina, ne? Ne, pravzaprav 4 hčere, ne? 4 hčere, vsi ste veliki očetje, ne? Kaj pravite, koliko umetniško udejstvovanje in izražanje zrcali dušo umetnika? In v kolikšni meri je to nekaj naučenega, nekih pravil izražanja, tako v glasbi, petju, kot slikanju? Ja, pri glasbi, tudi recimo pri cerkveni glasbi je tako, da se lahko izvaja ista stvar, pa je recimo Ave Marija, pa je v enem primeru kot molitev, v enem pa pač se ne izvaja tako, ne. Tako da se pozna razlika, ali je nekaj izvajano samo kot naučeno ali pa kot, kako bi rekel, po pravilnem postopku, ali pa človek nekaj da, tudi neki del sebe v to, kar izvaja, ali pa osebno mi je najbolj užitek, ko je moje udejstvovanje glasbeno tudi hkrati molitev, ne. Se pravi, tu tudi velja na tem področju, kar od srca pride, se srca prime. Ja. Kaj pravite, Lin? Kdo lepo poje, 2-krat moli, ne? Ja. To tudi radi ponavljajo. Da se tehnično ustvarjati kvalitetne slike, lahko pa daš del sebe. Bi rekel, isto kot vidimo verujoči v nedeljo, ali je pridiga povzeta iz zbirke pridig, ki obstaja, tudi nekatere, kot Janez Svetokriški, ene najstarejših slovenskih zapisov v slovenskem jeziku, ali pa govori iz sebe, ne? Iz svojega srca, svojega notranje vere in doživetja, in tako tudi potem globlje seže. In če res globoko iz srca pa spremlja to dar Svetega Duha, potem te lahko recimo en teden drži do naslednje nedelje na dobra pridiga, da te ne premamijo druge stvari. Isto je z slikami, ne. Morajo imeti, težko bi to opisal, morate nagovoriti, ne, in imajo razne slike in tudi vidi se, kaj kdo od sebe pove, ne. Je bil en eminentni mariborski slikar, čudovite slike, delo tudi krajine, ampak so bile drugačne od mojih, ne. Mi je rekel prijatelj, Andrej, eden, ki se tudi nekaj ukvarja
v knjigarni Slomškovi rekel, na tvojih slikah se takoj vidi, kaj sporočaš, ne? Čeprav niso, bi rekel, religiozne slike, rekel, ne? Takoj se začuti, kaj človek sporoča. In zdaj je problem, če so ljudje zgubljeni, kot se je Evropa zgubila, ker zanemarja svoje vrednote, potem imamo samo provokacijo. Ljudje izvajajo provokacijo, ker se iščejo, ker jim nekaj manjka in ker želijo uspeti, ker gre za uspeh. Zanimivo je, da so vzhodnjaški očetje samotarji, ki so v Filokalijah objavili, so rekli, poleg bogatstva človeka najbolj uniči želja za uspehom, pa da si slavn. Kot vidimo zdaj preko TikToka in take zadeve, ne, da to ne vodi k notranji sreči in zadovoljstvu. In zdaj zanimivo bo, ko bo to 50 let TikToka ali tega interneta, bomo videli, kaj bojo ti ljudje, ko bojo šli proti koncu, da polagajo svoje račune, kaj so v življenju naredili, kaj bo od tega dobrega lahko nesli na drugo stran, da si uspešen v TikToku ali da si uspešen tudi v slikarstvu. Veste, da na koncu ni pomembno, da si uspešen. Ker zanimivo je, da je rekel Kant, ne, ki je napisal kritiko klasične filozofije, da nauko lepem, da lepo ne obstaja, da je samo okus. In ko govori, če bi to bilo res, pa ni, ne, potem zaradi tega smo tudi v Evropi tako daleč prišli, ker potem umetnjakarska mafija trguje z nekaterimi, ki so slavni slikarji, in mnogi niso in na dolgi rok ne bojo njihova dela preživela, se pa sedaj zelo drago prodajajo, bojo samo kot ena zgodovinska zgodba, tako kot med Mozartom pa Salieriem, ki je bil sicer izvrstni umetnik, ampak proti Mozartu je vendarle ga Mozart presegal. Salieri je imel pa večji politični vpliv. V Sloveniji pa še posebej to, da umetniki zlorabljajo svoj politični vpliv in zveze, da so tudi umetniško opaženi od dominantnih medijev in da imajo neko lokalno ceno, ki pa v širšem globalnem, ker se mi soočamo v Evropi in s celim svetom, pa ne sporočajo tistega lepega, trajnega, kot smo od umetnosti že od prvih odtiskov dlani na jamah in risb navajeni. Pred 30-40 tisoč leti menda, ne? Tako je. Razmišljam o tem, kaj to pomeni, če človek prejme neki talent ali pa več talentov, ne? Če pomislim na sedaj že svetega papeža Janeza Pavla II. On je prejel veliko talentov, rad je nastopal na odru, denimo, sodeloval pri kakšnih igrah in tako. Marsikaj ga je zanimalo, nazadnje pa je postal papež, ne? Kaj je človek dolžan pravzaprav, mi sploh kristjani, ki moramo še posebej ravnati po svoji vesti, ne? Kaj in kako obrniti svoje talente? Vi ste zelo zanimivo naredili, ne? Na nek način ste dali na stran vašo osnovno prvo izobrazbo in ste se podali v tisto, kar ste verjetno čutili, da je bolj pomembno, da uresničite, ali kako? Življenje je nepredvidljivo. V danih okoliščinah življenjskih te Bog lahko v različne situacije pokliče in takrat mu pač odgovoriš, slediš, tako da ne bi mogel reči, da je to fiksni recept za vsakogar, ne. Recimo mi, da smo ravno nasprotne poti ubrala, ne. Len je se podal vseeno v pravo, to, kar je primarno študiral, jaz sem primarno ekonomist po izobrazbi, pa sem se pa v umetnost podal, ne. Ampak na splošno, naša odgovornost pri delu s talenti, ali bi človek moral razviti svoje talente, denimo, če jih je dobil? Marsikere talente ima vsak, se mi zdi, ampak je važno, kam te Bog kliče, kaj je tvoje poslanstvo. To je ključno, se mi zdi, če čutiš, da je to tvoje življenjsko poslanstvo. Marsikdo je lahko za marsikaj nadarjen, se zato tudi v življenju trgujemo s talenti, ne, pa jih zamenjamo ali pa, kako bi rekel,
V kolikšnem odstotku, da vi lahko rečete zase, da ste čutili, da je prevladal ta talent in ta želja v vas, da želite se uresničiti vendarle v opernem petju, v prepevanju, ne pa v ekonomiji? Ja, mislim, da prvotno je sigurno Božja želja, da smo vsi srečni, ne, in notranje izpolnjeni, ne, in mene umetnost in glasba tudi notranje izpolnjuje, pa hkrati sem vesel, če je to tudi v skladu s tem, kar je nas Bog pričakuje, da smo, ne, in se mi zdi, da je, če se tukaj sreča oboje skupaj, se mi zdi, da je to pol ta prava pot, ne. Mislim, da pridigar ali Pavel ali nekdo je pisano, to obdrži in onega ne izpusti. Tako je s talenti, ne? Mnogo talentov zakrni, ker se ljudje usmerijo v tisto, kar je v današnjem svetu stvari, bogatstva, denarja,
užitka, tega hedonizma Včasih je treba spremeniti v smer, kar je bolj donosno. Ja. Ker ima talent za služenje denarja, kar je božji dar, tako ga je Job imel, pa je bil izredno bogat. Bog me vse vzel, pa je ponovno bogatel. Bogatstvo ni greh, če je svojim delom in poštenjem prisluženo, ampak ne smeš pa tudi drugih talentov zanemarjati zaradi tega, ker nimaš pri njih neke materialne koriste. Ne? Če bi se Jernej odločil samo za to materialno korist, je imel dobre možnosti služb, odlično plačanih, tudi v Nemčiji ali drugod. Vse to mislim, včasih je potrebno tudi pogum. Ne moreš gledati samo na denar, ne? Moram reči celo z mojega vidika nagrada v smislu plačila za delo pevcev, ki ustvarjajo umetnost, pa tudi na drugih področjih, je kar borna, ne? Niso finančno, razen tisti najuspešnejši, na katerih potem tista umetnjakarska mafija služi, kot so bili Pavarottevi koncerti in vse, ne, kjer je sicer on tudi dobro zaslužil, ampak na njem je pa še mnogo ljudi obogatelo za njegovega talenta. Včasih je potreben tudi pogum, ne, pri taki spremembi v življenju, da ti spremeniš slog življenja, da nekaj zapustiš in začneš nekaj novega. Ne? To, kot je rekla Nilda, ne, da menjaš poklic, ki ga ona menjala in je morala varno službo odpovedati in je šla v bistvu za najprej kot honorarno, kar ni bilo prostih delovnih mest, potem daljno honorarno, pol za določen čas, potem zopet za določen čas in tu je dobro tako, kot ste rekli, če trije bratje skupaj bivajo in so složni, ne, lahko vse preizkušnje premagajo, tako lahko tudi mož in žena, ne, če stojite ob strani, hkrati pa drugi tudi nadzira. Če tvegaš, ni pa vsako tveganje modro, ne? Vendar le moraš premisliti. Ne? Ali je človek lahko v svojem življenju resnično zadovoljen, osebno izpolnjen, srečen, če ni razvil talentov, ki jih je prejel? Jaz bi se prejšnje, mi je zelo všeč bilo vprašanje, ki ste ga postavili, ampak bom na oboje odgovoril, ker pri meni je pač drugačna situacija. Ne? Jaz se nisem, bi rekel, odločil za pravo iz naslova, ker bi bila boljši zaslužek ali kakorkoli, ker imamo ogromno kolegov, ki so v tem, bom rekel, fohu, pa niso ravno zadovoljni s plačilom, ampak me je tudi pravo veselilo, ne? Tudi pravo in pravičnost in moram reči, da to delam z veseljem, ker če ne, bi že tudi zdavnaj menil poklic. Je pa res, da sem bil obdan z prenekaterimi talenti in me veliko stvari od nekdaj veselilo. Jaz vedno pravim, da je treba vse talente plemenititi. Tudi, kot je bilo omenjeno, sveti papež Janez Pavel II. Je imel ogromno talentov, ki so mu, jaz ne dvomim, to prav vsi, vsak na svoj način koristili, tudi kot papežu. In seveda, kjerkoli, karkoli počnemo, je potrebno, tako kot pravi evangeljska odlomek, vse talente je treba plemenititi, ne zakopati. Je pa tako, da v nekem obdobju življenju pride ena stvar bolj do izraza, kasneje kakšna druga. Ne? Če to gre tako daleč, da to pomeni tudi menjavo poklica, glede na to, da se umetna inteligenca če dalje bolj, bi rekel, infiltrira v naša življenja in tudi bo na nek način v nekem trenutku vitalno posegla tudi v naš koncept pa način življenja, se poigravam tudi z mislijo, da me je Bog neizmerno obdaril in da imam to milost, da če bo umetna inteligenca se začela ukvarjati z pravom, kar se zelo hitro razvija in ne bodo več ljudje potrebni za pravne opravila in storitve, bom z velikim veseljem priklopil v glasbo. Lepo, vsekakor pa gotovo drži, da več smo prejeli, za več bomo morali odgovarjati, ne? Tako je. Ja. Kako vi razumevate umetnikove navdihe? Tako pri skladanju, pri pevskem, likovnem izražanju? Kdo vam daje navdihe? Odkot dobivate? To so vendar nevidne stvari, ne? Neoprijemljive. Materialno. Je bila, mi smo se večkrat slikarji, ko sem bil na likovni koloniji, prepirali, kaj je prej, ne navdih ali delo. Ne? In z početka,
ko še nisem vedel za slikarstvo, se pa nisem odločil, ker sem konzervativen. Če bi žena želela ostati doma, pa bi imela še več otroki vzgajati, moram imeti jaz poklic, da se lahko preživljamo, vse skromno. Zaradi tega se po srednji šoli nisem odločil za študij na akademiji ali slikarstvo, ampak hočem povedati, da je delo rodi navdih. In če si ti veliko, kot eni pravijo, Bog me ne nagovori, me ne sporoča. Bog mu odgovarja, odpri Sveto pismo, pa ti bom spregovoril. Moraš sodelovati. Ja, in ti moraš sodelovati in kdor, ali pa kot Salomon, kdo me bo iskal, modrost ta bo našel. Moja izkušnja je, da delo rodi navdihe, ampak delo z ljubeznijo. Vse, kar dela z ljubeznijo. Če dela z ljubeznijo, pride do takšnih navdihov, da kamen, ki je zavržen, glejte, za tega znanega fizika Einsteina so rekli, ne reši čelo igra, kot pa da se z matematiko pa fiziko ukvarja. V bistvu je on bolj matematik kot fizik. Pa so zavrnili njegov prošnjo, da bi delal doktorat znanosti. Ne vem, kako so se pozneje ti profesori počutili, ko je dobil Nobelovo nagrado. Tako da navdihi, ljubezen rodi navdihe, kjerkoli, če ti z ljubeznijo slediš, da bi delal dobro, ali pa zakaj gremo k Bogu, ker če ne živiš v tej dobroti pa v ljubezni, vidimo, da je vedno več ljudi, pa o tem ne govorijo, pa pišejo na teh tabletah, že od otroci in ostalo, zapadeš v praznino, v depresijo, v tisti užitek, na stara leta nobenega nimaš, ni otrok in nič, in potem pričakuješ, ko boš prišel v bolnico, da bojo umirali za tebe, sam pa si pa mislil samo na sebe, nikoli na druge. Matej, kako vi občutite te navdihe? Kdaj dobivate navdihe, da lahko skladate? Navdihi pridejo različno. Včasih tako kot Ata pravi, da delo rodi navdih, takrat, ko imaš čas, ko lahko nekaj narediš ali ko te nekdo prosi, takrat se lotiš in navdih pride, tudi mogoče ne takoj. Včasih pa pride kar nepričakovano, pa potem pač nimaš... To ni odvisno od nas na nek način, ne? Mislim, da ne. Jaz bi rekel, da ne. Ko se mi, kot pravi oče, uglasimo na tisto pravo frekvenco ljubezni, Bog je ljubezen, takrat izgleda lažje prihajajo ti navdihi. Mi se lahko mogoče prispevamo, odzovemo, pripravimo, da smo bolj razpoložljivi za to. Drugače pa včasih pride tudi nepričakovano ali pa v neprimernem času, potem pa si pač tisti, ki dobi navdih, če ne želi tega izgubiti, ker potem čez nekaj časa pozabiš, pa pride kakšen drugi navdih spet. To ni samo v glasbi, vidva, ki delata še druge stvari, tudi morata dobivati navdihe, ne? Ja. Kako to vidva doživljata? Mogoče celo lažje po eni strani, če več stvari počneš. Ker včasih pri eni stvari zmanjka, pa imaš pri drugi navdih, pa se to nekako dopolnjuješ, izmenjuje kot izmenični tok. Jaz se spomnim, ko sem en težek izpit v času študija precej truda vložil, da bi ga opravil, pa nekako se ni išlo. In sem prišel domov čisto poklapan in je slučajno tisti dan prispela en paket velik, ene omare, ki imate še danes, Ata pa mama gor radio in televizijo, in jaz sem po navdihu potreboval, da se po navdihu ta element, ki je imel kar precej nekih kosov sestavov, in moram reči, da navdihi prihajajo vsakič, ko iščemo Boga. Pridejo tudi navdihi. Gospa Nilda? Ja, jaz bi rekla, da morda meni pomaga tudi poslušanje drugih pevcev, recimo, ki so res vrhunski, dobri v tem, kar počnejo. Oni vas navdihnejo? Ja, se spomnim, recimo enkrat nekaj mi ni šlo pri eni skladbi in sem že bila skoraj obupana, ne vem, če bom to uspela do nastopa.
ta problem rešiti, oziroma tehnično je bil zelo zahteven skok, ne, recimo. Pa sem poslušala druge pevke, ne, ki so to zelo dobro obvladale. In bolj, ko sem poslušala, bolj je bila tista želja meni, jaz bi tudi rada tako zapela. In še bolj tista, kako bi rekla, vztrajnost je rasla v meni. In motivacija. In motivacija, ja, to pa bom, to moram, to jaz tudi zmorem. In sem tako dolgo trmasto vztrajala, da je potem tik pred koncertom, mogoče dan, dva prej, je meni uspelo tudi tako zapeti in sem bila vsa vesela. Ampak se pravim, da me to me je še bolj motiviralo. In, dobro se počutim med vami, ki ste vsi umetniki, ne? Ampak razmišljam, marsikaj se danes človeku predstavlja in ponuja v imenu umetnosti. Zelo ekstremno smo recimo doživeli letošnjo evrovizijsko popevko, kjer smo videli čisti satanizem, denimo, ne? Kdaj je umetnost resnična umetnost? Da seveda je to Božje delo. In kdaj to ni? Če tudi se imenuje umetnost. Čisto na kratko. Prosim. Ko sporoča nekaj dobrega. Ko je usmerjena k nečemu dobremu. Jaz težko komentiram Eurovizijo, ker je ne gledam že več vrsto let. Če je kakšna pesem, vsaj koliko toliko, bom rekel, da gre v uho, jo slišim na radiju, sicer pa tega ne spremljam, ker to več ni dogodek, ki bi bil namenjen, bi rekel, posvetitvi umetnosti kot taki ali poveličevanju umetnosti, ampak gre za čisto agendo teh novodobnih zablod, od Vogue do ne vem katerih vseh teorij spolov in ne vem, v bistvu karkoli pod skupnim izrazom kaos in razdor. In čisto na kratko, če je sporoča nekaj dobrega, če človeku vzbuja, da je usmerjena, da želi nekaj dobrega, dobro sporočilo, potem je to umetnost, sicer pa je to surogat umetnosti oziroma ena velika, bom rekel, manipulacija. Če se lahko vključim. Izvolite. To, kar sem jaz prej povedal, ne, želijo šokirati, ne, kaotičnost, zbuditi zanimanje, kateri je bolj šokantni nastop, neki šok, tisti je nekaj posebnega in pričakuje tudi čim večji učinek, tisti minljivi. Zanimivo je pri tem, da tisti, ki so bili najmanj, bi rekli, ki so bili najbolj pomanjkljivo oblečeni, so bili potočkovani na zadnjih 3 mestih. Če ste skrbno pogledali tudi po obleki, kjer so zelo veliko svojega telesa razgalili, ne, so bili na zadnjih 3 mestih, bi rekli, čisto če samo glede tega pogledamo. In v bistvu je pa problem, če je v ospredju samo, da boš čim bolj tržno kapitalsko smer, ker to se trži, da te predvajajo in te stvari, da če se samo to, če ni v ozadju tudi sporočila, kot je bilo recimo tista Nono leta ali pa ko so bile te zmagovalke prve Eurovizije, ne, se vidimo, da se je Eurovizija zgubila, ampak se bo se našli pot nazaj, ali bo pa umrla, bo kakšna druga tekmovanje prekosilo in prehitelo to sodelovanje.
Jernej, kaj pravite, koliko mora prava umetnost predstavljati tudi resnično dostojanstvo človeka, umetnika, pri vsem njegovem početju? Koliko mora biti umetnik ljudem tudi kaži pot v vsako lepoto? Ja, to se malo tudi navezuje ravno na prejšnjo vprašanje. Če ne izgrajuje, potem ni prava umetnost. Umetnost zmeraj izgrajuje. Bodi si v transcendentalnem smislu, bodi si v fizično opremljivem, lepotnem smislu, zmeraj mora izgrajevati. Če pa razgrajuje ali pa dela destrukcijo, potem pa to ni umetnost. Kaj, če se umetnik, denimo, nedostojno obnaša, tako kot smo priča mi v zadnjih nekaj letih? To, po mojem osebnem mnenju, lahko poimenuje umetnost, ampak za moje pojme to ni umetnost. Kaj pa menite o teh, ki so odgovorni za to, da tak umetnik lahko javno nastopa, da je povsod v prvi vrsti v medijih in tako mu dajo prednost celo? Ja, to je vse splošno pojav v zahodni civilizaciji, ki v bistvu se vidi, da pluje v propad, tako v propad. Glede tega, kaj je umetnost, je že v bistvu znano iz antičnega časa in se ve, kaj pod to besedo v bistvu si lahko predstavljamo, ne? Mora vse komponente zadostiti, tako etično, kot lepoto, kot transcendenco, ne? In če tega ni, pol to ni umetnost. Da ti da veselje do življenja, da obupanje vzbudi, da te spomni na kakšen trenutek, ko si svoje svojce izgubil, da te spomni, ko si prvič ženo zagledal, da govori za svojim besedilom pa poje. To so neke stvari, ko rečeš umetnost, ki človeka dvigne, ki ga spomni na neke žalostne trenutke, ki so lepo povedane, ne. Pri nas pa vedno bolj spodbujajo performerje, ne. Prvi performer, menda po letu 70 se je s pištolo v ramo vstrelilo in so to snimali in to je zdaj bil umetniški dogodek. Pol je menda se po 100 metrih rdeče preproge po Črepinjah gol plaza in to je bil zdaj umetnični dogodek in tudi to pri nas gledamo, ne. In pol jaz nisem umetnik, jaz samo slikam, ker moram slikati sebe dati, ker imam to potrebo. In včasih, ko prijem na nekatere razstave, pa gledamo, sem jaz nor, ali kaj ne, in potem kritiki eni govorijo, včasih pa doživimo tudi nekateri kritiki obdelajo neko predstavo, operno ali kaj, čisto vse dajajo v nič, pa je bila predstava dobra, pa ljudje niso za nič peli. Smo imeli primer na eno premiero mariborsko, ne, pohvalijo pa samo nekoga. Ko pozneje, če poznaš ozadja, bi mogoče človek ocenil, da je bil prijatelj ali pa od prijatelja tistega osebe prijatelj. Tako da, in zato pa mi dajemo denar, ne, na področju kulture, ki pa ni dolgoročno, ne bo dodana vrednost in ne bomo, ker Slovenci lahko obogatimo samo potem, kaj presegamo na umetniškem miselnem področju. Mi ne moramo tekmovati z vojaki, z tanki, z temeljnimi raziskavami vesolja, ker nimamo denarja, da bi v vesolje spravili teleskop. Ne bo ohranilo naroda, da bo preživel, ne, take predstave. Porabijo pa da naš denar, ki bi ga mogli nameniti za brezplačne vrtce, za ostale stvari, in ni dodane vrednosti, je samo šok. Prebral sem oziroma slišal v nekem zasebnem razodetju, da Bog pravi danes, da nikoli ni bilo na svetu toliko lepih ljudi, kot jih je danes. Pa nikoli tudi toliko mrtvih duhov, gnilih duš zaradi greha, kot jih je danes. Kako danes vzdrževati, ohranjati svojega duha živega? Na kak način se vi trudite kot umetniki, da bi vaš duh bil živ in da bi se to čutilo tudi pri tem, ko prenašate vašo umetnost na poslušalce, gledalce? Če bi povedal na primeru zakramenta svetega zakona v cerkvi, ki je za nas zelo dragocen, je enak duhovniškem posvečenju. Filmski igralci, hollywoodski, najbolj znani, zelo bogati, zelo lepi, se poročajo pa vse in so najbolj obupani, najbolj razočarani. Ne vem, če je
na prste ene roke lahko za zadnjih 30 let našteješ, kateri so potem na stara leta rekli, da so srečni. Vsi so zgubljeni, zafiksani, zadrogirani, zapiti ali ozdravljeni alkoholiki, kljub temu, da so bogati in lepi. Očitno je skrivnost uspeha v nevidnem svetu, ki ga je sporočal Jezus Kristus. Kako vi uspevate, Matej, pri tem, da vzdržujete svojega duha živega? Ja, gotovo je treba poleg skrbi za telo tudi skrb za duha, ne? Človek ne živi samo od kruha. In glasba je gotovo del tega, ne? Da lahko vzpostavlja nek stik z tem notranjim svetom, nekaj, kar se mogoče z besedami tudi težko izrazi, lahko doživimo ob glasbi, nas s tem povezuje. Pa tudi v medosebnih odnosih, ne, se razvija ta nevidna vez, ki je tudi vez med ljudmi, hkrati tudi, ne. Tako da si je treba vzeti čas za odnose, ja. Je treba graditi tisto, čemu posvetiš čas, energijo, tisto potem lahko tudi uspeva. Takole, spoštovani gostje, na tem mestu bomo prekinili za prvi del našega pogovora. Hvala vam za tokrat, hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vaše poslušanje.